Dragi poslušalci in poslušalke, dobrodošli, to je 15. epizoda podcasta Zagret za tek. In jaz sem vaš gostitelj Marko Roblek. Kako ste kaj, drago občinstvo? Pri nas se je morski prašiček odločil, da preveri, zakaj tako rad uporabljam te slušalke, in gotovo, da očitno brez veze, ker ne delajo. No, malo ga sumim, da je imel tudi sam, kaj je imel pri tem, in da je pripomogel k temu, da res ne delajo. Tako da k sreči ste mi, dragi poslušalke in poslušalci, priskočili na pomoč s donacijami in nove slušalke so že na poti. Tako da hvala vsem, še posebej se zahvalim ta teden Poloni in Klemenu, hvala od srca, seveda tudi vsem ostalim, ki ste že donirali. Še vedno pa se priporočam za kak evro na paypal.me/zagretzatek. Hvala vsem naročnikom, ki delite, ki všečkate. Zdaj vas lahko povabim tudi k sledenju in všečkanju spletne Facebook strani Zagret za tek podcast. Spodaj bom nalepil link, dobrodošli. Tudi na tej strani bom objavil ne samo aktualne epizode, tudi kakšno fotko več, kak nasvet, kakšen link, kako priporočilo, kak zapis celo in kak dogodek. Prvega vam predstavim že danes na koncu te oddaje. Kaj ste počenjali kaj čez vikend? Upam, da se niste preveč gužvali na kakšnih obleganih hribovskih destinacijah, kar bi bilo res škoda, glede na to, da je teh destinacij, ki so neobljudene, več kot dovolj, tudi za vse nas. Na naših lokalnih kucih namreč ni bilo nekega navala, tudi na Bledu ne, kamor sem šel v soboto preveriti, kakšen je kaj BRT Winter Edition. Vsi pridevniki tega izziva so upravičili svoje ime. Blejski vršaci so se v polarno mrzlem jutru, bilo je namreč kar 9 pod nulo, kopali v jasnem vremenu, snega je bilo do kolen, gužve nobene, niti gamsov, niti medvedov, razgledi pa fenomenalni. Z Urošem Kraljem sva šla skupaj, trpela so pa še najbolj, ko so morala z žepov vleči telefone in so nam med fotkanjem pomrznili prsti. Ampak kaj bi mrz, a ne? Za piko na i sva se na cilju še sezula in namočila noge v jezero, misleč, da bo to toplejše, kot je topel zrak. Na tem mestu moram pomahati Janiju, ki je dan pred nama opravil ta krog BRT v kratki majici in tudi on je namakal noge. Vem, da ne namaka sredi zime samo nog, ampak celo telo v hladno vodo. Jaz imam že s sobotnim namakanjem nog za nekaj časa knajpanja dovolj. Jani in vsi tisti, ki v tem času to počnete, brez tega, da fašete pljučnico, pa kapo dol, globoko spoštovanje imate. Ampak o tej temi bom še kdaj spregovoril, mogoče se vzamem kar celo oddajo za to, preden se tale mrzla zima zaključi. Če se boste kaj smukali okrog Bleda, če se boste podali na BRT, previdno, nekaj delov je primerno poledenelih, en del imate sneg zagaziti, še vedno tudi do kolen, spusti so večinoma kar vrtoglavi, mestoma tudi nevarni, tako da vsekakor ni za rekorde, ta čas je pa za uživati, tako da ga maše gor, krplje tudi prav pridejo, pa akcija po blejskih osamelcih. No, na teku sva se z Urošem pogovarjala o zanimivi temi, ki sem jo danes izbral za glavno v tej epizodi. Reče se FKT. FKT ali Fastest Known Times, po slovensko bi to bilo, recimo najhitrejši znani časi. To je besedna zveza, ki je ravno v letu 2020 doživela neverjetno popularnost. Zakaj pravzaprav gre? Ta termin je nastal v ultra trail skupnosti med tekači, ki so na dolgih znanih trasah, predvsem v Ameriki, postavljali hitrostne rekorde. Če temu seveda lahko še vedno rečemo hitrost, morda bi bilo bolje reči vztrajnostni rekordi, za nekih 500 km po hribih, pa zraven rečemo še 20,000 ali pa 30,000 višincev. Tukaj človek kako je rabi kakšen teden ali več in tu gre predvsem prej kot za hitrost, no, za predvsem trmasto vztrajanje v nekem nenehnem
premikanju naprej. Besedno zvezo je sicer izumil Američan Buzz Burrell leta 1998, ko je v 11 dneh in pol postavil rekord Colorado Traila takrat, tistih 800 kilometrov je oddelal, mislim, da v 11 dneh, in kmalu potem je zrasla spet na stran Fastest Known Time, ki beleži sedaj čase na različnih progah, nekateri vnosi segajo tja do leta 1985, na najstarejših ameriških in angleških poteh pa najdete zapise, ki opisujejo čase tudi 50 let, več let nazaj. Sam sem to besedno zvezo najprej ujel, kaj pa vem, morda v knjigi Apalaška pot Jakoba Kende ali pa še malo prej pri spremljanju rekordov na teh ameriških dolgih trailih. Vsekakor je ravno Apalaška pot tista, katere rekordi so bili, morda so še vedno najbolj razvpiti, ko je Scott Jurek v svojem poskusu par let nazaj in uspešnem poskusu pravzaprav napisal knjigo North, je takrat za to progo porabil iz juga na sever 46 dni, no, par let kasneje je nori belgijski Zobar šel še 4 dni hitreje, tako da je northbound, se pravi pot iz juga na sever, zdaj rekordno premerjena v manj kot 6 tednih. Po Ameriki je teh poti cel kup, recimo še pacifiška centralna proga so tiste, se pravi, dolgotrajne, več tisoč kilometrske, ki so med FKT najbolj cenjene, mogoče tukaj še ta Grand Canyon Rim to Rim, od roba do roba, pa še nebroj drugih, no, recimo Western States Leadville, ki sta znani dirki, ultraški 100-milski, imata tudi svoje FKT-je, ampak ker so ti FKT-ji postavljeni že na dirkah, ker je taka konkurenca, se potem tekači za druge FKT-je odločajo recimo izven dirke, recimo na dvojni trasi, ne, ali pa na trojni in tako naprej. Zakaj bi samo 100 mil, 160 km tekel, če jih lahko 320 recimo. In če smo že pri dolgih trailih, izjemno popularni so v Angliji, se pravi na severu Anglije, na Škotskem, te dolgi traili, ki se jim tam reče, v Kumbriji se jim reče felsi, to so hribčki nad 1000 feet, nad dobrih 300 metri, tja do 1000 metri nadmorske višine, in teh hribčkov je posebej v tistem predelu v Kumbriji, v Lake Districtu, ogromno, skupaj jih je 214, in tam je več različnih prog, najbolj znana recimo je Graham Round. Na Škotskem so ti hribčki imenovani Munroji in ravno tako so predeli, kjer jih je veliko na kupu in recimo v 100 kilometrih se jih da narediti v 24 urah, recimo med 40 in 50. No, leto 2020 je bilo za vse te omenjene in še za mnoge druge izjemno. Če ugibate zakaj, jasno, manj kot tekem v koronskem letu je tekače, ki so si vendarle želeli nek motiv za treninge, spravilo v te solo dosežke. Ni bila samo Amerika tista, kjer je žarelo, pa Anglija, pa Škotska, tudi Evropa je bila vroča to zadevno, recimo UTMB, ki ga poznate kot najbolj znano ultraško dirko v Evropi. Njen zmagovalec iz 2019, Poka Pel, se je lansko leto odpravil po progi delati projekt Sub 20, se pravi teh 100 mil narediti v manj kot 20 urah. Na dirki je takrat zmagal z 20 urami, 19 minutami. No, solo dosežek mu žal ni uspel, vseeno pa je s 21 urami postal izjemen čas, ki bi tudi na dirki letos, če bi bila visoko kotiral, če ne bi bil kar zmagovalen. Glede na to, da je tudi Strava postavila v enem članku svojih 5 najboljših FKT dosežkov, boste rekli, kje pa je zdaj razlika med rekordi in na segmentih v Stravi ali pa FKT-ji, tako zvanimi. No, v prvi vrsti v tem, da na FKT strani spletni beležijo dosežke v 3 različicah. Ena je supported, se pravi s supportom, zunanjim ljudmi, ki ti pomagajo s hrano, s pijačo, z logistiko in z opremo.
Potem je tukaj self-supported dosežek, kjer sam pač nosi s sabo vse, hrano in opremo, pa seveda unsupported, nesuportirani dosežki. To pomeni, da sabo nimaš nič, konzumiraš, uporabljaš lahko samo tisto, kar najdeš v naravi, potoki recimo za pitje, pa jagode za prehranjevanje. No, ti slednji pač za kakšne večdnevne niso ravno primerni. No, in če boste odprli spletno stran, spodaj dajem tudi link, FKT-jih boste najdeli kar 7000 različnih opisov na 3000 različnih trasah, to je pa upravilo v vsem tem času, v zadnjih 35 letih, več kot 4500 atletov. Skoraj polovica teh doseženih opisov je bila vnešenih v lanskem letu. Noro, enostavno noro. Med drugim recimo sem včeraj gledal da je padel ženski rekord na znamenitem Graham Roundu v Angliji, ker je 42 vrhov za dobrih 100 kilometrov. Nekdaj že Kilian Jornet odpravil s tem v dobrih 12 urah, no zdaj je ženska popravila rekord na 14,5 recimo ženski. Moški rekord je padel na Ramsey Roundu na Škotskem. Prva ženska je upravila z Wainwright 214 vrhovi, to je 515 kilometrov in 36,000 višincev. Približno nekaj takega, kot jih ima slovenska planinska pot. In tudi na slovenski planinski poti, je lansko leto padel FKT, nova znamka 6 dni, 12 ur, 58 minut je tista, ki jo Marjan Zupančič lansko poletje zakoličil. To je bil recimo eden vrhuncev, pa kar vrhunec slovenskega FKT poletja. Na uradni strani FKT-jev ta dosežek še ni objavljen, čeprav so pretekli dosežki ravno slovenske planinske poti objavljeni. Zato ima zasluge ameriška Slovenka Petra Pirc, ki je zagotovila te podatke, saj tam tako piše. No, od slovenskih ostalih dosežkov oziroma FKT-jev prog najdete na tej strani še Koroški K24, to je tistih 90 km po koroških 2000-akih, pa vzpon iz Jezerskega na Grintovec je zabeležen, pa triatlon z najgloblje točke Slovenskega morja na Triglav. Bi pa tja sigurno sodili še, Tržiška planinska pot, oziroma T24, Tržiški krog čez 10 vrhov okrog Tržiča, kjer ima tudi recimo Zupančič rekord, če se ne motim, recimo saj kakšen od dostopov iz Ljubljane na Triglav, kjer z dobrimi 100 kilometri tudi lahko zadevo opraviš v 24 urah, če smo že pri tem. Lansko leto je šlo nekaj fantov na tisto traso po 3 najvišjih vrhovih slovenskih 3 pogorjih, čez Grintovec in Stol na Triglav, tudi to bi lahko bil en tak FKT pribeležek, recimo G24, pa seveda nov odprta Julijana Trail, ki bo brško kmalu dobila tudi kakšnega rekorderja, ki jo bo opravil v kosu, če jo že ni. Na spletni strani se v tisti seznam opisujejo tudi krajše razdalje, tako da se izbor hitro lahko razširi. Če bi se vi radi upisali med tistih 4500 atletov, ki držijo vsaj en FKT obrazec na spletni strani, je dokaj preprost. Vse, kar potrebujete, je nek dokaz, nek Garmin, Strava sled, GPX, pa ste noter. Tako da lahko se pridružite tej znameniti druščini. By the way, atlet z največ FKT-ji ima kar 93 vnosov. Ko začnete to klikati, pa brati, pa če ste malo ljubitelj hriba, vas bo potegnili noter, saj mene je zemljevid celega sveta, je tam so rdeče pikce in lahko po celem svetu najdete izzive, ki bili recimo zanimivi, ali pa so zanimivi za marsikoga. Tudi slovenskih 5 vnosov je not, upam, da jih bo kmalu tudi več. Posebej zaradi tega, ker je bila 2020 sezona močna tudi pri nas. Timotej Bečan, zdaj sem se pogovarjal pred časom, je s krme naredil nor FKT na vrh Triglava, nova znamka je, kot veste, 1:16:45. Nor dosežek je uspel tudi mladi Ani Čufer. Ana je iz Krme čez Planiko na Triglav rabila 1:54, potem pa se je še spustila dol, v vrtoglavih 58 minutah je bila nazaj na izhodišču in svoj skupni čas tako popravila kar za 21 minut iz preteklih let, ko je ta rekord že naskakovala in ga osvojila. Zdaj je
ženski rekord vzpona in spusta na Triglav 2 uri 52, moški za primerjavo od Nejca Kuharja je 2 uri 25, ampak da bo ženski dosežek še toliko bolj neverjeten, Ana je za spust potrebovala samo 3 minute več kot Nejc par let nazaj. Tako da res impresivno in mlado Ano Čufar sem za tale podcast poprosil za kratek komentar njenega dosežka. Živjo. Najprej zakaj Triglav. V bistvu sta dva razloga. Prvi je ta, da sem že 3 leta, ko sem šla nazaj, sem imela precej problemov in sem vedela, da nisem šla optimalno. In drugi je ta, ker sem v bistvu lani začela malo bolj strukturirano trenirati, v bistvu precej bolj in prvič s trenerko, tako da me je zanimalo, če je že kaj napredka. Najtežje mi je pa v bistvu bilo, ker je bilo precej ljudi in nisem mogla laufati downhilla, tako kot sem si ga želela. Sem mogla posebej hreben, zadol precej bolj počasi, ker za varnost drugih. Julij je bil, sej nisem imela kaj drugega za pričakavati, da bo. Koliko imam pa še rezerve, pa v bistvu ne vem, to tudi mene zanima. Sem pa lani, ko sem dojela, da ni sam trening, je tudi to, koliko pametno treniraš, tako da bom mogla tu še precej naštudirati. Hvala, Ana. Čestitke, bravo. Ne poznam jih veliko, ki bi ti lahko parirali na vzponu, še manj pa, ki bi kaj podobnega lahko naredili na spustu. Le eden mi ta trenutek pride na misel. Luka Kovačič, nekdanji rekorder vzpona na Triglav, je šel letos na še malo večji projekt, tudi nor, če mene vprašate, pa še Goga. V 24 urah se je kanil premagati 5 najvišjih slovenskih vrhov in jih povezati s tekom. Vse skupaj po njegovi trasi znese 55 km, večina tega je gorskih poti, višincev pa se nabere 6600. Ne samo, da mu je to uspelo v 24 urah, uspelo mu je v 10 urah hitreje, na cilju je bil, pazite to, v 13 urah in 58 minutah. Vsekakor, bom rekel, enodnevni FKT leta 2020 pri nas. Zdaj upam, da ste tudi vi dobili vsaj malo vdiha in kakšno idejo, ni treba iti ravno na ultra podvige, dovolj je že, da morda to pomlad si zastavite, pa kakšen FKT postavite na svoji najljubši tekaški trasi ali pa zavladate, postanete kralj lokalnega hriba. Dirk, kot zgleda, še nekaj mesecev ne bo. In lih zato, ker jih ne bo, in vem, da pač tečete, srečavam vas, beremo vas, na straj vas spremljam. Evo vam izziv za začetek februarja. Z Dejanom Lenartom, trenerjem Neje Kršinar in Laure Guzelj sva na hitro nagruntala, zakaj se ne bi tudi vi, dragi tekači in tekačice, pomerili z vrhunskimi atletinjami. Kako? 5. februarja v Keniji namreč Neja, Laura in Georgina Njatuhi se iz Happy Gyma tečejo time trial, tempo tek na 10 km na polno. Kako se lahko vi z njimi pomerite virtualno? Na Facebooku in na Stravi sta že odprta virtualna izziva Happy Gym in Nočna desetka Challenge. Vsi, ki se boste udeležili tega izziva, boste sodelovali za posebne nagrade. Prva dva, prvi moški in prva ženska, v izzivu dobita ekskluzivni trening z atletinjami, štartnino za nočno desetko in knjigo za gred za tek. Isti paket nagrad bomo dodelili tudi oziroma žrebali med vsemi sodelujočimi, hkrati pa še poseben izziv tisti, ki prehiti najhitrejšo od teh treh, si prav tako priteče vstopnico za ta ekskluzivni predolimpijski trening, predvidoma spomladi v Ljubljani, ko se korona situacija malo umiri. To bo prav poseben trening. Kolikrat v življenju ste imeli šanso teči z
bodočimi olimpikami in pod taktirko njunega trenerja. Tako da zdaj le malo računate se in pa zvijate možgane, kako pa teč tako hitro se to so časi, ker je pa po 40 minut na 10 to pa ne šlo. Ampak, ne vam namignem, en mali namig, mala prednost, ki jo vi imate, namreč tekli nad morskim višini 2400 metrov nad morjem in ker je v Keniji zdaj še kar izdatno vroče, znajo časi na 10 km biti vsaj 20-30 sekund počasnejši na kilometer od časov, ki bi jih drugače dosegli pač v dolini. Tako da to pa ratuje že počasi dosegljivo. Ne čakati, zastavite si cilj, pejte trenirati, poklikajte seveda FB dogodek, vključite se na Strava klub in da vidimo med 5. in 7. februarjem, kaj delamo čez zimo. No in za konec še nekaj omenili današnje oddaje, dokumentarec z naslovom Karl Meltzer Made to be Broken. Karl Meltzer je, tisti, ki spremljate trail sceno v Ameriki, eden boljših ali pa eden znamenitejših ultra trailašev, znan je tudi kot Speed Goat, to je njegov nadimek, je tudi organizator in tako naprej. Je pa leto zatem, ko je Scott Jurek postavil rekord Apalaške poti od spodaj navzgor, on šel to delati od zgoraj navzdol, Jureka premagal še za en dan časovno in pri tem imel nekaj neverjetnih doživetij. Tole je napovednik za ta dokumentarec. Are you tough enough? Please suck it up then. It'll be harder than anything you've ever done in your life. I don't think my life changes if I break the record, but to me it would mean I had a great life and it was important to me. People ask me all the time, how can Carl do this? He needs to prove to himself that he can get it done. That's what makes him strong. Although I still think he's superhuman. Most people that hike the AT is 4 to 6 months. I'm trying to do it in 46 days. Odličen dokumentarc, super kinematografija, super footage, morda najboljši od tej znani, najbolj razvpiti morda ameriški dolgi poti, najstarejši tudi. Poleg znanih imen iz ultra sveta, Meltzerju do rekorda pomaga tudi že omenjeni Scott Jurek in če vas Apalaška pot zanima, bo tole super uvod. Sicer pa si preberite tudi knjigo od slovenskega pohodnika Jakoba J. Kende. Za danes bo dovolj. Da bo pa ta teden v celoti ultra trailaški, gostim čez par dni posebno gostjo, zmagovalko ultra traila pod Mount Everestom, nekdanjo Slovenko leta Andrejo Podobnik. Pride k meni na pogovor, super bo, če imate kakšno vprašanje zanjo, na plan z besedo, se veselim vaših predlogov in vaših kakšnih izzivalnih vprašanj. Tako da, hvala za pozornost. Z vami sem Marko Roblek, to je podcast Zagret za tek, naročite se, delite, se vidimo kmalu, do naslednjič, ostanite zdravi in zagreti za tek. Z Bogom!